Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. 10. oktober je Svetovni dan duševnega zdravja. In ne bomo vas zasipavali statistikami, ki kažejo, da več kot pol naroda živi na antidepresivih. Ne bomo vam govorili o tem, kako polne so psihiatrične bolnice in kako je sistem preobremenjen ali pa kako še bodo polne psihiatrične bolnice. Govorili bomo o tem, kaj lahko naredite sami. In sami lahko naredite mnogo. Danes boste recimo spoznali zgodbo Maje, ki dejansko živi s shizofrenijo že zelo dolgo časa. Malce bo približala, kaj to pomeni in na kakšen način. Jaz pa bi z vami želela podeliti novico, oziroma ne novico, ampak enostavno način, kako se v tujini lotevajo različnih diagnoz duševnega zdravja, in sicer ne boste verjeli preko črevesja. Črevesje je namreč tisto, kjer tudi ne samo, da se formira imunski sistem, ampak se marsikateri hormoni začnejo delati, se uravnavajo in tako naprej. In trebuh oziroma črevesje ima tudi svoj lasten živčni sistem na nek način, tako da psihiatri po vsem svetu se začenjajo fokusirati ne toliko na glavo in na antidepresije pa regulatorje in tako naprej, ampak hkrati najprej na uravnovešanje črevesne mikroflore, uravnovešanje mikrobiote. Kaj pa lahko tukaj naredimo? Naredimo lahko ogromno. Lahko spijemo več vode, lahko uživamo manj hrane, ki nas zapaca, manj hrane, ki je težko prebavljiva, vse za neko obdobje, torej mleko in mlečni izdelki, meso, da damo dejansko ven, vnesemo več zelenega, to je tako in tako zlato pravilo pri vsem. Potem pa dodamo dobre fermentirane stvari, recimo, da si taki ljudje pripravljajo kombučo, vodni kefir, da dejansko užijajo veliko zelja, repe, fermentirane zelenjave in tudi dodajo probiotike, to bi bile ena taka osnova. Kadar je stabilna mikroflora, se namreč zgodi, da smo bolj stabilni tudi v našem duševnem zdravju. V nadaljevanju pa torej Majina zgodba in še mnogo več informacij. Vi pa vse tisto, kar se vam zdi koristno, širite naprej med ljudi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Nikoli ne bom pozabila, v času mojega faksa na zdravstveni fakulteti smo obiskali Belgijo in tam muzej psihiatrije, ki je izgledal zame kot največja grozljivka, pravzaprav muzej močilnih aparatov. In dejstvo je, da je psihiatrija najmanj razvita veja medicine. Še pred kakimi 25 leti so zdravili dejansko s šoki. No, danes pa bomo slišali zgodbo, Majino osebno zgodbo, kako živi s shizofrenijo že več kot 20 let, kako ustvarja in kako se je v bistvu naučila, kako sama vidi medicino kot takšno in s čim si je tudi sama pomagala. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ful, hvala ti, da si prišla. Zdaj, kako sama vidiš, kaj se je v teh 20 letih v tem času, v katerem živiš dejansko s to diagnozo, kako ti vidiš, da se je spremenilo dojemanje tebe pa vse ostalo? Ja, v bistvu, prvo, ko se soočaš s to diagnozo, jaz prvo, ko so mi povedali pred 22, kaj imam, skizofrenija, in to je treba resno jemati, sploh nisem vedela, o čem se gre. Pa, ko sem pristala v bistvu v polju in ko sem se začela malo informirati o tem, itak, da prva stvar je strah, mater, ne, jaz sem pa v polju, ne, in takoj ti pride na misel vse tiste, od let nad kukavičjim gnezdom do vsega podobnega, ljudje pa itak ne naredijo usluge, ker ne vsak ta drugi, ampak čisto vsak, mi je govoril, bež dol z teh zdravil, sam nafilali te bojo, psihiatrija, bav, gor dol. Hvala Bogu, edin moj fotar ne, pač je rekel, da treba jemati zdravila, tako da sem imela eno tako podporo v bistvu njegovo, ampak koliko je stigme okoli tega, se ne da opisati, ker zdravila sama imajo ful negativnih stranskih učinkov. Recimo primer pri antidepresivu, jaz nisem psihiater, ampak primer pri antidepresivu, ko ti ga predpišejo in če je pač res huda akutna faza, lahko na začetku pride do tega, da ti ful poslabša diagnozo in ful več samomorilnih misli, potem pa izveni. Tako se pač
skozi čas sem to pač se naučila oziroma izvedela te informacije in potem ljudje to ful napačno vzamejo, ne, joj, kaj mi to dela, to je katastrofa, v bistvu pa drugih stvari, kar je zdaj na voljo, poleg teh zdravil ni. In še enkrat ponavljam, blazno je stigmatizirano in to ni fair, ne, ker ni tako hudo. Imela si tudi izzive s težo. Kaj se ti je dejansko tukaj dogajalo? Ja, pa če sem na antipsihotikih, se v bistvu v psihiatriji čistko antidepresivi, Prozac, to je antidepresiv, antipsihotiki ali pa neki stabilizatorji porazpoloženja, več pa že ni. To so 3 stvari, ki se dajo. Psihiatričnih diagnoz je pa preko 300, ampak jaz sem na antipsihotikih in ogromen procent, več kot polovica, vsak ta drugi se zredi, eni se zelo močno, jaz sem pridobila pač 55 kilogramov, prej sem imela normalno postavo, potem sem se zredila. Antipsihotiki povzročajo, da prvo mešajo metabolizem, kar pomeni, da tvoja prebava se blazno upočasni, vsi procesi razgradnja hrane in vse se blazno upočasni. Drugo ti nabija apetit. Jaz tak apetit, ki ga imam zdaj, jaz ga nisem nikoli imela. Pa sem bila kot otrok tudi malo bolj močnejša, ampak pač ful apetita. Tretje je pa problem, da če želiš shujšati, ne gre, oziroma zelo težko. In vse to, pa pijejo voljo do gibanja, kar pomeni, zato smo shizofreniki leni. Mene spraviti neki športati 2-krat težji, kot enega normalnega človeka. Pri 22 letih si dobila to diagnozo. Pri 22 letih življenje si ti je dejansko šele začelo. Si imela fazo, ko si skrivala to pred drugimi? Kdaj si v bistvu prišla do tega, da si rekla, evo, lej, jaz imam shizofrenijo, tukaj sem, zaradi tega sem še vedno človek, imam pravico do tega življenja in to je to. Ja, nisem skrivala, v bistvu že takoj na začetku sem kar odprto o tem govorila, ker sem bila šokirana, kaj se mi je v bistvu zgodilo, ker sem imela to nesrečo, da sem jaz pač mislila, da me bojo neki tipi ubili, posilili, dali v prostitucijo, da me ne vem kdo lovi, ne vem kaj mi bojo naredili, skratka, ful močne blodnje. In pol, ko sem prišla ven iz bolnice, sem se v bistvu zavedala, če ne bom tega zdravila, bom imela težave z njimi, ker jim bom težila, ker jih bom prijavljala in tako naprej. In sem se s tem soočila in sem začela s tem ful odprto govoriti. Samo presenečenje pol sledi, ko o tem odprto govoriš. To odziv sveta, to je čist poglavje zase. Čist. Kaj te je v bistvu najbolj presenetilo, kar se tiče pač odzivov drugih, recimo? Ne vem, jaz nimam nobene diagnoze, sem pa prakso opravljala na psihiatriji in se spomnim, ko sem iskala za prvo predavanje ta pravo predavalnico, kje bom, in sem nekoga vprašala, kje pa je na psihiatriji to pa to, sem videla, kako so me pogledali, kakor baba zmešana 5 stran od nje. Pa sem samo vprašala, kje ta zadeva dejansko je, pa ni to nič pomenila, ne. Sem začutila to, kako si ti to dejansko doživljala? Verjetno si se počutila, ne vem, zelo samo, zelo napačno. Ja, definitivno večina shizofrenikov, in to govorim v njihovem imenu, ni družbe, ni prijateljstva, tudi ni denarja za to. To so na socialkah, invalidskih, upokojeni, po večkrat na leto v bolnicah. Pri meni shizofrenija v redu je bila blodna, da me zasledujejo, samo poškodovala sem si, ugasnila sem si cigaret na roki, imela sem grozno rano. Bila sem dejansko v fazi, da bom naredila samomor, ker je bilo zelo nevarno za mene in so me pač rešili. Ampak to je moja zgodba. Shizofrenije pa več vrst. Poznam punco, ki je svojega novorojenčka, pač, ker je imela psihozo fanatično versko, pač nagega in oziroma neoblečenega vozila na oltar in ga tam žrtvovala in tako naprej. To so tako resne stvari, da si sploh ne znate predstavljati. In če me iskreno vprašate, lahko samo povem, da odrinjen si, sploh pa takrat, kadar imaš psihozo. In pri meni, jaz se pa glih obratno z drugimi stvarmi soočam. Jaz imam nekako jemljem zdravila stabilno, imam samo negativno simptomatiko, kar pomeni samo tisto, kar me zraven spremlja, se pravi, ful sem apatična, težave imam s koncentracijo, spominom, lena do kraja, res. Tako da mene pa ljudje ne razumejo, pravijo, da nimam shizofrenije in da sploh ne jem zdravil zaradi tega, ker ne delam scena. Ljudje mislijo, da shizofrenik si samo takrat, kadar imaš psihoze, pa ni res.
Tako da ni res. To te spremlja celo življenje. Ampak deluješ tako, da imaš zelo sebe pod kontrolo oziroma da se zelo zavedaš vsega. Kad ti pridejo kakšne blodne ali pa karkoli, se zavedaš, jaz imam pa zdajle blodno, ker imam to diagnozo, it's all good. Kako skendaš to sama s sabo? Ja, jaz sem imela, pač se pravim, jaz imam še kar dobro prognozo napram res tistim shizofrenikom, ki so pa kronično bolni. Tako da jaz lahko o tem govorim in v bistvu delujem normalna in sem urejena in zato tudi širim glas v imenu tistih, ki ne morejo, ampak jaz sem imela eno psihozo, in to je bilo 2009. In potem od takrat naprej skozi jemljem zdravila, skozi sem pri psihiatru in pač imam nekako stabilno stanje. Če se mi bo kdaj psihoza še ponovila, ne vem, če bom lahko handlala pa pač se zavedala. Zaenkrat probam, pridejo misli, čeprav ko je najhujš, nekako zberem oči, pa pišem psihiatru mail, pa mu napišem cel roman in se on vedno norca dela prav, da je prebral moj roman Vojna in mir. Kjer pač govorim, da me ta hoče zasledovati ali pa to naključje me vrže s tera in tako naprej. Pač zaenkrat handlam, ampak če bo pa kdaj preplavilo, pa ne vem. Tako da. A si kdaj slišala, da nekateri govorijo, da shizofrenija ni bolezen v tem smislu, ampak da je pravzaprav neka nadnaravna sposobnost, ki jo je treba handlati, ker pač imaš, ne vem, neke sposobnosti, da menjuješ dimenzije in podobno. Si kdaj slišala kaj takega? Ja, itak, da sem in jaz trdim, ko glede teh stvari sem full open-minded oziroma odprta. V redu, v realnosti vemo, da pač imamo zdravila na voljo, da jih je treba jemati, da to je to, kar se da pomagati, ampak nikoli ne veš, jaz tudi recimo tisti, ki prisegajo na marihuano, recimo se pravi na THC in tako naprej in na kajenje jointov za ne vem kakšne bolezni, mogoče pa nekoč bo tudi to pomagali in bo našli skrivno sestavino in bo to ozdravilo vse psihične bolezni. In tako verjamem tudi v tej smeri. Lahko da je shizofrenija, jaz vam tako včasih mislim, da je to mogoče povezava z vesoljem, mogoče da vesolje toliko vpliva na nas, da nas nekaj vodi in da bomo čez 500 let bomo tretirani kot ful normalni in bojo vsi nori in bomo vsi skupaj nori. Zdaj smo pa samo mi nori, recimo. Ja. Kaj pa psihadeliki? Si se kdaj srečala z njimi? Si kdaj razmišljala, da bi poskusila kaj? Ne, v bistvu ne. Tudi recimo psihoterapija sama, kot z nekim psihoterapeutom, da hodiš na pač sešne in tako naprej, zelo pomaga pri shizofreniji in pri drugih boleznih, tudi bipolarna ali pa depresija, ampak to je vse plačljivo. To je žal slaba stran našega zdravstva. Dobre psihoterapeute najdete je ful težko, ker velikih je nekih mazačev in malo jih ima sploh dejansko papirje, ampak nisem se pa s tem še nikoli srečala v bistvu. Odlično. Evo, celo tole oddajo najdete na spletni strani klepetobkavi.si. Midve se vračava na pogovor, Maja. Ti si našla en svoj kanal izražanja. In to je preko slikarstva. Kako si to našla? Kdaj si to našla? Kdaj si ugotovila, da je to nekaj, kar te balansira? Ja, kar takoj, ko sem bila v polju, ker v bistvu iz tistega kupa dreka, ki sem bila tam povožena in s psihozo in z vsem, mi je prva stvar pač, te tipi, ki ne bi mene psihirali, so mi bili tudi tak navdih, da sem rekla, en je bil umetnik, en je bil pa poslovnež, pa sem rekla, nič, bom pa jaz to dvoje združila, pa bom jaz to delala, ker mi je ta ideja bila shizofrenija, pa Van Gogh, pa to norost, to odrezano uho, bom pa jaz to. Tako da, ker sem s tem jaz mislila, da si vsem še nekaj naredim, kar mi ne bi moglo biti, recimo, da bi bilo onemogočeno kvalitetno življenje, ker v bistvu veliko shizofrenikov je v bistvu ful dobrih slikarjev. Tako da sem en konc z enim potegnila. Ampak, a ni zanimivo to, če se spet vrneva na to, da ne bi shizofreni ljudi imeli neko sposobnost te kanalizacije ali kakorkoli, kanaliziranja nekih sporočil, nekih vpogledov, takih in drugačnih. Glede na to, da je to tako povezano z umetnostjo, to spet nekako gre, ne?
skupaj? Ja, sej v bistvu že dolg časa se ve, vsaj jaz sem si to blazno zapomnila, kar je res, da mi uporabljamo samo 10% možganov, da 90% jih sploh ne uporabljamo. In to je to ful verjamem. Druga stvar pa je, da je psiha toliko močna stvar, da če bi jo znali popolnoma vklopiti in uporabljati, bi lahko premikali predmete z mislimi. To je vse možno. Tako da to so neraziskane stvari in jaz v to verjamem. Kaj se zgodi, ko v bistvu greš ti slikat? Padeš v kakšen flow, imaš kakšno posebno zadevo, ali greš slikat takrat, ko te začne nekaj psihirati? Ne, sploh ne. Takrat, ko slikam, v bistvu prvo čakam na navdih, da se mi tako, kakor da se mi malo nabere enega kupa v meni, in potem to vse dam ven. In takrat, ko rišem, sploh ne rišem recimo iz vidika, da handlam bolezen, ampak iz čistega artističnega vidika. Se pravi, zdajle sem dobila navdih in jaz to moram dati na platno. To je to. Wow. Vzhod, zahod zelo različno gleda. Na vzhodu dejansko govorijo, da so to ljudje, ki grejo do razsvetljenja in se jih ne tretira z nekim, ne tretira se jih kot paciente, ampak samo kot posebne ljudi. Si kdaj razmišljala, da bi se preselila, da imaš dosti stigme, sploh pa v Sloveniji, ker se mi zdi, da se zelo tako bojimo drug drugega. Ja, ful. Mogoče, če živiš, jaz sem to bolj ugotovila, ker sem potovala, ker sem videla, mi smo pa res precej zaprti drug do drugega. Si kdaj razmišljala o tem? Ja, v bistvu, bolj ko greš zahodno, bolj so odprti, bolj ko greš vzhodno, bolj so zaprti. Recimo Američani so ful flegmatiki v zvezi s tem, če je nekdo uspešen podjetnik, pa da je normalen, nima nobene diagnoze, recimo menedžer, pa družina, pa biznis, pa to. On ima še psihiatra ali pa psihoterapeuta, ki ga obiskuje enkrat na teden, pač ko vidiš v filmih, pač, filmi so res nerealnost, ampak dejansko je tako, se gre tja, vleš na kavč in mu izpove svoje stvari. In ima to kot neko rutino v svojem življenju. Recimo, bolj, ko greš po vzhodno, točno tako, kot si rekla, kaj jaz o tem mislim, mene stisne, mene dejansko stisne, ko pač berem primere, kako na vzhodu tretirajo duševne bolnike, ker ni samo to, da jih imajo malo kje jih imajo za neke nadnaravne ljudi, ki imajo sposobnosti, ker dejansko so nekje ful korak odzadaj z nogo v preteklih časih, nekje jih ful mučijo. Mislim, da sem nekje brala, pa se ne spomnim zdaj točno, nekje so bile bolnice, kjer noter jih pomečajo, zaprejo in to je to. Noter so in nobenih zdravil, nobenih terapij in s časoma tam pol delajo z njimi karčejo. Wow, noro. Ja, v različnih modelih sveta živimo in doživljamo čist druge realnosti, recimo že ženske nasploh, kaj šele dejansko s tako diagnozo. Govorila si o tem, da prebava se nekako spremeni, da to je vse dejansko telo pa kako zelo sta povezana. Mi si bomo pa tale trenutek pogledali en izsek nekoga, ki je zelo dobro povedal, kako na mnogih naprednih klinikah dejansko ravno z vplivom na ta prebavni sistem vplivajo tudi na psiho. Kaj torej pripisujejo tam psihiatri, poleg vseh ostalih zdravil, ki jih potrebujejo?